Lepo zdrav vsem skupaj. No, nekaj besed o romanu Zvestoba, ki sem ga prevedel, avtorja Marka Misirolija. Za začetek mogoče recimo tako, da je roman Zvestoba od začetka do konca zvest svojemu izhodišču, namreč to izhodišče ostaja tako ideal kot tudi problem, vse do samega zaključka. Avtor je, kot rečeno, Marko Misiroli, da je imel med izpisovanjem tega temeljnega, intimnega vprašanja vsakega izmed nas, pravi vprašanja, kaj pomeni biti zvest in ali je upiranje skušnjavi hkrati že tudi zvestoba, komaj 36, morda 37 let, zato mu gre do čestitke že samo zaradi poguma, da se je tematike zvestobe lotil nenavadno zrelo za svoja leta. Čestitke mu gredo tudi zato, ker je ta pojem, se pravi pojem zvestobe, znal sklanjati v številnih njenih oblikah, pa celo priti do nekaterih opornih točk, ki nam, bralcem, pomagajo pri našem čustvovanju. Saj, kot sami dobro vemo, je ena od nalog književnosti, dobre književnosti tudi v tem, da nam pomaga pri vzgoji in pri razvoju lastnih naših bralčevih čustev. Težko bi govoril o vsebini romana. Misiroli svojo zvestobo izpiše nekako v dveh delih, med tema dvema deloma minejo leta. V obeh delih popisuje zgodbe 5 glavnih junakov, ki so med seboj kajpada povezani na tak ali drugačen način. Kraj dogajanja je Milano, se pravi ta velika italijanska metropola, tako rekoč moralna prestolnica Italije, pa včasih seveda še Rimini, v obeh primerih pa gre za kraje Marka Misirolija. Milano je kraj njegove odraslosti, Rimini je kraj njegovega odraščanja. Misiroli je zelo pikolovski pri popisovanju trgov in krajev, se pravi nekega zunanjega zemljevida. Včasih ima človek občutek, da je tako dosleden pri tem zunanjem narativnem okvirju, ravno zato, da si postavi meje, do katerih mora biti dosleden tudi pri gradnji notranjih svetov in notranjih zemljevidov. Je pa njegov pisateljski slog, ki ni zelo naporen, poln zelo zgovornih premolkov, za katere pa mu je vešč bralec vedno znova hvaležen, saj jih rade volje popolni svojim doživljanjem in tako skozi branje izriše še tretji zemljevid, ki pa je seveda zemljevid njegovih čustev in njegovega notranjega sveta. Zvestoba je sicer pojem, ki ga povezujemo z moralnim obnašanjem, kaj pa da, moralno obnašanje pa je v naših krajih in tudi v Misirolijevih krajih seveda povezano s krščanstvom. Misiroli sicer nikjer v romanu eksplicitno se ne ukvarja z vero ali pa s cerkvijo, zato pa nam ponuja nekaj implicitnih namigov, med katerimi bom izpostavil imena glavnih junakov, ki pa se spogledujejo, bom rekel, s simbolično vrednostjo nekaterih svetopisemskih ali pa širše krščanskih motivov. Pa ostanimo pri imenih likov. Prva je recimo Ana, Ana, ki je arhetipska svetopisemska mati. Druga je njena hči Margerita, ki je ime verjetno dobila po sveti Marjeti, ta pa je zavetnica rodovitnosti. Tretji je potem Karlo, njen mož. V njegovem imenu beremo recimo pomembnega milanskega svetnika Karla Boromejskega, ta je bil zagret borec proti reformi v cerkvi, velik protireformator in velik obnovitelj katoliške morale. In ta Karlo, se pravi tretji od naših likov, se piše Pentekoste, se pravi piše se Binkošti, pri čemer najbrž ne gre toliko za krščansko branje tega praznika, se pravi za rojstvo cerkve, kolikor gre za judovsko branje. Prav na Binkošti naj bi namreč Mojzes na Sinajski gori prejel 10 božjih zapovedi, med katerimi nas v tem trenutku seveda zanima predvsem ena, ta pa je ne prešuštvuj. Četrta je Sofija Kazadej, ki bi lahko ponašali kot recimo modrost iz Božje hiše. Peti je potem Andreja, se pravi Andrej, kar bi etimološko prevedli v tisti tamožati, biblično pa seveda kot tisti, ki je trpel na križu. In nazadnje je tu še Đorđo, sveti Jurij torej,
oziroma tisti, ki reši dušo iz zmajevih krempljev in ubije zmaja. Kar nas pa seveda znova pripelje do pojma zvestobe oziroma do naslova Misirojevega romana Zvestoba. In meni ostane v tem trenutku samo še to, da vam zaželim srečno pri pobijanju zmajev skušnjavcev.